No, prej sem omenil, da na Floridi marsikaj zanimivega, kar se splača pogledati. Ena od tistih stvari so tako imenovani airboati, ki sem jih prej tudi že omenil, kako ta stvar poteka. Torej, airboat je torej nekakšen čoln, ki je pa istočasno dvoživka, pravzaprav neke vrste. Napravljena je za vožnjo po močvirjih, kar pomeni, da lahko vozi po takele travi, lahko pa tudi seveda po vodi ali pa še po čem drugem. Morda bi celo po asfaltu šla, kdo bi vedel, poizkusili nismo. Je pa res, da smo pa precej vozili tudi po travi, ampak je bila precej mokra. Marsikaj je bilo nekaj vode spodaj, ne pa ravno povsod. Skratka, neverjetno vozilo, ki bi si ga človek samo želel. Kar je pa pri njem slabega, je pa to, da je neverjetno glasno. Tako glasno, mislim, da boste zdaj videli na sliki, če dobro pogledate, da se je prav slika tresla. Torej, že na kamero so tako močno tisti vibraji vplivali, da že takrat, ko sem kamero nazaj obrnil, se je slika tako tresla, da je to prav vidno. Če sem pa snemal naprej, potem pa ni bilo hudega. No, nekaj časa se je naš voznik malo važil, sedel je za eno nadstropje nad nami. Rekel je, da tam sedi zaradi tega, ker aligatorji radi skačajo. Zgodilo se je že tudi, da je kakšen aligator pristal v čolnu. No, in ravno zaradi tega, da nas malo potolaži, je rekel, da bo on sedel eno nadstropje više, da bo vsaj eden zagotovo ostal živ. No, seveda, v resnici stvari niso tako dramatične, ampak malo nam je pa le dal misliti. No, skratka, za začetek se je malo považil, kako hitro mu gre. Zabrneli smo torej z ne vem kolikimi decibeli, ampak sigurno jih je bilo nad 130. Dali so nam nekaj toaletnega papirja, ki smo ga natlačili v ušesa, pa ni kaj dosti pomagalo, vam moram povedati. Malo mi je bilo žal, da nimam s sabo kakšnih čepkov, ki se tudi včasih dobijo, in iz tega sledi nasvet. Namreč, če greste kam na potovanje, mogoče niti ne bo neumno, če vzamete čepke za ušesa s seboj. Predvsem to velja ravno tako v Srednji Ameriki, ker zelo radi na avtobusih poslušajo sila glasno glasbo. Pa če vam ni do tega, da bi jo celo pot poslušali, mogoče ne bo slabo, če si kaj montirate v ušesa. No, skratka, zapeljali smo se potem malo po travi, malo po suhem, pa malo po vodi. Zanimivo je bilo opazovati, na kakšen način smo pravzaprav zavijali. Ker vsakokrat, ko je hotel naš voznik zaviti, je moral čoln postaviti prečno ali pa diagonalno, in to že kar dobrih 100 metrov preden smo pravzaprav zavili. Bolj, ko smo šli hitro, prej je bilo treba zaviti. Vsakokrat kakšnih vsaj 100 metrov prej, preden je sledil ovinek sam. Ker tisti airboat kar potrebuje nekaj časa, da malo spremeni svojo smer. No, potem smo se pa malo zaustavili, malo nam je razložil, kakšna je naša okolica, in navsezadnje smo potem v počasnem tempu zapeljali skozi močvirje in takrat šele smo pravzaprav si lahko bolj mirno ogledali tisto življenje, ki nas je prav zanimalo. Okrog so bile želve, ponavadi sicer, ko so nas zagledale, so se začele počasi prekopicovati in navsezadnje pristale v vodi. Aligatorji so bili vseh velikosti, nekateri samo kakšen meter veliki, nekateri pa kar pravi pravšnji, taki kot aligatorji pač morajo biti. Se pravi 2-3 metre, pa mogoče še kaj čez. Pa potem cela vrsta ptic in cela vrsta drugih živali, ene večje, druge najmanjše, kar precej pestro je bilo. Ko smo prišli do konca, smo pa navsezadnje zavili še v aligatorsko farmo, pa še tisto malo pogledali do konca. No, preden končamo, še malo pogledamo po Srednji Ameriki in se gremo sicer zdajle malo na trg v Chichicastenangu. Chichicastenango sem tudi že kdaj omenil. To je eno od bolj turističnih mest v Srednji Ameriki, se pravi v Gvatemali. Če imate radi bolj mir, potem greste lahko še v kakšne sosednja mesta ali v kakšno manjšo vas okoli Quetzaltenanga, ali pa mogoče v Huehuetenango, ali pa še kakšnega druga od vseh teh tenangov.
Tenango menda pomeni nekaj takega kot naselbina ali vas ali nekaj takega. No, skratka, pa si boste tam lahko kaj pogledali. Zanimivo v Srednji Ameriki je to, da marsikje ženske nosijo še tradicionalna indijanska oblačila, ponekod še celo moški, tudi kakšnega boste srečali, ki nosi še hlače iz enake tkanine, kot imajo ženske krila. Našli boste pa tudi kakšnega moškega, ki še vedno nosi krilo. To je bila nekoč klasična taka srednjeameriška indijanska moška noša. Tako da niso Škoti edini pravzaprav na svetu, ki nosijo kilt, pač pa tudi marsikje, tudi v Aziji boste našli kaj takega. V Afriki so pa tako in tako nosili precej drugačno nošo kot kje drugje na svetu. No, skratka, tudi v Srednji Ameriki najdete taka krila. Mesto je precej pisano, predvsem so zanimive vse tiste ženske v svojih nacionalnih oblačilih. Prodajajo vse, karkoli si morate misliti, kar pač prinesajo iz svojih vasi. Nekaj je spominkov, nekaj je rastlin, tudi kakšna žival se najde vmes, predvsem pa razni sadeži, zelenjava in ne vem kaj še vse. Skratka, kar lepo prijetno za kakšno popoldne ali pa dopoldne. Če imate pa še več časa, lahko greste pa tudi kam v okolico. Na enem od hribov se dogajajo stari majevski vraški obredi. Spet na kakšnem koncu je kakšna zanimiva cerkev. Spet drugje se lahko sprehajate ali pa malo planinarite ali pa lezete skozi džunglo ali pa po kakšnih hribih. Vlakov tam ni, upam, da slišite tamle za mano, se pravkar dogaja eden od vlakov, ampak upam, da ni bil tako glasen, da me ne bi slišali. No, v vsakem primeru pa imamo za danes dovolj. Lepo se imejte do prihodnjič, obiščite našo spletno stran, gledajte našo oddajo vsak teden, 2-krat ali 3-krat. Predvsem pa ne pozabite gledati naslednje oddaje, ki bo naslednji teden. Do takrat se pa lepo imejte.